V soboto 10. junija so v Domu starejših občanov Ljutomer pripravili tradicionalno druženje stanovalcev in svojcev v parku prvega slovenskega tabora. Okoli 300 udeležencev se je zbralo na prijetnem druženju. Piknik stanovalcev in svojcev je lepa priložnost za sproščeno druženje v naravi ob dobri hrani in glasbeni spremljavi, ki se ga stanovalci še posebej veselijo. Najprej smo se ustavili pri stanovalki Mariji Prelog, ki je na vprašanje, koliko ji pomeni druženje s svojci in stanovalci, povedala. Jaz sem sploh poleg dokaj momu. Jaz se razogrejem med ljudi. Koliko piknikov na leto obišče Marija? Na vem, če bomo več kot 3. Bi si Marija želela več druženj? Ja, seveda. Leto je dolgo, ne? Lojze Rejner je bil med stanovalci naš naslednji sogovornik, ki mu takšna druženja veliko pomenijo. Je zelo lepo je in prijazno in vse to skupaj pride. Ja. Lojze je dodal še: Ja, kaj da dan, to je zelo lepi dom, ko zgleda, dosti je parka, prijaznost, hrana v redu, zelo v redu, vse najboljše. Še obiskovalko Marjano Mahne, ki je prišla iz Cerknice, smo vprašali, kako se ji dopade v Ljutomeru oziroma na pikniku stanovalcev in svojcev. Prihajam iz Cerknice, drugače sem domačinka tukaj z Ljutomerja, živim pa v Cerknici že 42 let. Marjani Mahne smo zastavili vprašanje, koliko svojcem pomeni tako sproščeno druženje v zelenem okolju parka. Meni to pomeni ogromno. Odkar je moja mama tudi v domu, jo tudi redno obiskujem, kar je v moje moče. Ta piknik, ne samo nam, ki smo svojci, tudi njim nekaj pomeni. Je Marjana zadovoljna z druženji in storitvami Doma starejših občanov Ljutomer nasploh? Seveda, jaz sem zelo zadovoljna. Res, meni ni problem priti 230 km do moje mame v dom. Tukaj osebje je zelo prijazno, tako da sem zelo zadovoljna. Kljub 200 do 300 km, ki jih Marjana prevozi do Ljutomera, je najbolj pomembno, da je njena mama, ki je stanovalka doma, zadovoljna. Res je. Po svojki Marjani smo se ustavili pri stanovalki Mariji Kumer, ki smo jo prav tako vprašali, kako se ji zdi druženje. Zelo lepo. Srečujejo se stanovalci, pa tudi svojci. Ja, tudi. Po njenem je druženje z obojimi zelo pomembno. Oboje, ja. Bi si Marija želela morda še kaj drugega? Ne, nimam želje, da bi ne. Pa je Marija v domu zadovoljna? Ja, sem. Piknik Doma starejših Ljutomer je seveda potekal pod budnim očesom strokovnega tima doma. Vodja negovalnega tima Andreja Bogdan. Stanovalkam in stanovalcem takšno druženje pomeni ogromno. Se pravi, poleg zdravstvene nege, ki jo nudimo, je eno pomembno področje tudi razvedrilo in rekreacija, preživljanje prostega časa. In taka prireditev, se pravi piknik, druženje nas zaposlenih na mal drugačen način za stanovalce in njihovimi svojce, je nekaj posebnega. Se pravi, pomeni eno sproščeno druženje, odklon iz vsakdana v domskem življenju. Sproščenost, druženje in nekoliko drugačen dan zaznavajo tudi v počutju in čustvovanju stanovalcev po prireditvah, kot je bil piknik 10. junija. Sigurno, bolj veseli so, sprostijo se, tako da takšno druženje njim ogromno pomeni. Še kar nekaj dni potem se pogovarjajo o tem, počutje se dostikrat tudi izboljša, zelo veseli so, da svojci preživijo dan z njimi. Socialna gerontologija je veja gerontologije, ki je veda o procesih staranja in starosti.
Osredotoča se na proces aktivnega in produktivnega staranja ljudi z vidika medgeneracijskega sožitja, zagotavljanja socialne vključenosti in sprejemanja lastne starosti. Magistrica socialne gerontologije Urška Kunčič o pomembnosti druženja in piknikov z vidika stroke meni. Današnje druženje stanovalcev pomeni zelo veliko, saj se radi družijo, uživajo eden ob drugem, ob nas in svojih svojcih. Kot zdravstveni vidik ne gre spregledati psihosocialnega vidika druženj. Tako kot zdravstveni vidik, tudi socialni in psihosocialni vidik pomenita zelo veliko za stanovalce in taka druženja vplivajo tudi na njihovo zdravje, dobro počutje, na boljšo agilnost, tako da to je zelo pomembno. Ja. Direktor Doma starejših Ljutomer, magister Tomislav Nemec, spodbuja dejavnosti in druženja, kakršno je bilo od 10. junija, ker je pomembno za stanovalce, svojce in seveda zaposlene. Na ta način se družijo in spoznavajo na drugačen način, kot so ga sicer vajeni v vsakdanu. Seveda, take dogodki, kot je današnje druženje pod temi 100-letnimi hrasti v ljutomerskem znamenitem parku prvega slovenskega tabora, imajo zmeraj svojo energijo, svojo, lep trenutek, ko ga vsi doživljamo in tradicionalno mi to prirejamo vsako leto, naš dom, in to ni le dogodek kot tak, pač pa je praznik našega doma. Stanovalci se tega zelo veselijo, predvsem zato, ker pridejo njihovi svojci iz bližnje okolice, tudi tisti iz oddaljenih krajev, kot je recimo Ljubljana, pa še odkot drugod. In vsi so prijetno presenečeni, kako domače, pristno vzdušje tukaj naredimo. In seveda tudi naši zaposleni to vzamejo kot nek delovni izziv, se potrudijo, tako so se tudi danes, pripravimo tako hrano za nazven, kulturni program, vse ostalo in naredimo vse, da preživimo en lep junijski dan. Zahvala in pohvala gre zaposlenim prostovoljcem, nastopajočim in sponzorjem, ki so se prijazno odzvali vabilu in vsak na svoj način prispevali k dogodku. V domu pa se že veselijo novih druženj, ki jih bodo organizirali po lastnih besedah skozi vse leto.